Vidva sta se udeležila vseh tednov pohodništva v Strunjanu. S kakšnimi vtisi odhajate domov letos? Glejte, mi dva odhajamo zmeraj z lepimi vtisi. Nikoli nisem bila razočarana. Zmeraj spoznavaš nove ljudi. Velikokrat se srečamo z istimi, ko smo že bili skupaj na pohodu, pa vedno pridejo tudi novi, ki spet spoznaš. In zmeraj so lepi vtisi, ne vem, pa kraje, Janez, zmeraj najdeš še kakšno drugo novo pot, ki še nismo prehodili, čeprav hodva že veliko let. Ja, vidva sta vse pohode dala, oziroma sta bila na vseh tednih pohodništva v Strunjanu. No in kakšna je kaj razlika med pohodi tisti, ki so bili na začetku in temi sedaj? Kako se je pravzaprav to začelo? Katerega leta? To se je začelo iz leta 2007, je organiziral nordijsko hojo, tečaj nordijske hoje. In takrat smo mi dva se prijavila na to hojo in so bila zadovoljna, ker res Janez je tak pozitiven človek, mislim, ne vem, ker potegne človeka v to. In potem so pa videla razpis v Vzajemnosti za to pohodni teden. In so se prijavila in od takrat prihajajo vsako leto. V začetku je bilo samo aprila meseca spomladi, zdaj zadnje leta je pa še to novembra in takrat je nekako vključeno v ta praznik kakijev. Tudi to takrat nas privlači, potem še nabavimo kakije, pa malo gremo na ta praznik, si ogledamo, kjer so razstavljene razne kulinarične stvari, ki se tle pridelujejo. To pomeni, Janez poskrbi zmeraj za kakšno novost? Zmeraj poskrbi za kakšno novost. In mislim, da je zmeraj pestro, da ni enolično. Hvala lepa. Zaključuje se pohodniški teden v Strunjanu. S kakšnimi vtisi odhajata? Ja, mislim, da bojo vtisi zelo lepi. Imeli smo krasno vreme, to je seveda eno pogojev zgodaj spomlad. Imeli smo krasno družbo in tudi pohodi, ki sta jih organizirala Janez in Bojan. Mislim, da so bili vsi nam zelo všeč. Na tem pohodu sva drugič, oziroma Irena tretjič, in mislim, da bova z najlepšimi vtisi odšla na bloke domov. Kakšni so pa tisti najlepši vtisi? Kaj se vama je najbolj vtisnilo v spomin? Kaj recimo vam, gospa? Meni je bilo zelo všeč, da smo šli tudi na Hrvaško, ker nismo šli do zdaj še, vsaj kolikokrat sem bila jaz zdraven, da smo šli lepo ob obali. To mi je bilo zelo všeč. Pa tudi tukaj po slovenski Istri se zmeri kaj novega vidiš in kaj novega zveš. Zelo v redu je bilo. Torej so vam všeč te programi? Zelo. So to skozi enaki programi, oziroma so te pohodniške poti enake ali se spreminjajo? Se spreminjajo v glavnem. Je kakšen delček je enak, ampak drugače se pa spreminjajo. To pomeni, da boste še prišla na te pohodniške tedne? Jaz mislim, da ja. Upajva, če bova zdrava, bova sigurno prišla. Poti so res lepo izbrane, so tudi primerne za pisano družbo, ki se zbere na takem pohodu. In jaz mislim, da je to zelo primerna oblika preživljanja prostega časa, rekreacijo za tako generacijo, kot smo mi. Končuje se pohodniški teden v Strunjanu. S kakšnimi vtisi odhajate domov? Ja, meni tole pohodništvo nudi kar dober odklop od teh vsakodnevnih obveznosti oziroma hitenja od ene do druge obveznosti. In ta lepa narava, vesela družba, to je res ta pravi odklop. Kako vam je bil všeč izbor poti? Ja, poti so bile v redu, dobro zbrane, se pravim, lepa narava je bila. Videli smo veliko novih stvari, zanimivih, tudi komentarji zraven, ki so bili, se mi zdi v redu. Tako da običajno smo hodili na morje tako, na plažo in se tam sončili, kopali in tako naprej in v notranjost niti nismo zahajali. Tako da je to za nas, kljub temu, da ni tako daleč, dosti nepoznan teren oziroma področje. Nekaj novega v bistvu. Nekaj novega in to je v redu. Gospa, je bilo za vas to kaj naporno? So bile te poti? Ne, meni je bilo naporno, meni je bilo všeč. Všeč mi je bilo tako, ko smo bili povezani kot skupina, način vodenja,
njihov pristop, izredno so bili prijazni, komunikativni, srečujemo se, poznamo se že in bova s tem nadaljevala, ker je tako družabno, prijetno, povezovalno. Kaj vam bo posebej ostalo v spominu? To druženje, pa ta lepa pokrajina, pa vreme, ta spomlad pribijajoča. Vam je kakšna pot posebej ostala v spominu? Veliko je bilo lepih, te obmorske, pa tudi te uspetine, kmečki turizem. Aha. In boste še prišla? Ja, rada bi se vračala, ker je to tak lep rekreativni dopust. Ja, jaz tudi mislim, da se bom tudi potrudil, da bi naslednjič prišli oziroma si vzel čas. To je treba, vsakega časa treba prekiniti in si dati priložnost. Vidva sta prvič prišla na teden pohodništva v Strunjanu. Kaj je bilo tisto, zaradi česar sta prišla? Ja, v bistvu sva dobila eno ponudbo od Zdravilišča Krke za ta pohod, pa sem videl program, da je pohodništvo, pa smo se v bistvu odločila, da bi šla v bistvu to tudi pogledati. Predvsem pa sem želel nekako pogledati si Krkavče pa Krkavški kamen, kar se je delno uresničilo, da smo pogledali si Krkavče, ampak Krkavški kamen pa nismo videli, ker so se že to večkrat ogledali, pa ni bilo v programu danes, tako da se moramo to še naknadno pogledati. Ovo je pa še žena povedala, zakaj si ona odločila. Ja, mož je rekel, da bova šla pa zdaj prvič sama na dopust. Sem rekel, wow, pa gremo enkrat. In sva se odločila in šla. In nama zaenkrat še ni žal, pa upam, da nama ne bo žal. Torej so prvi vtisi zelo dobri. Kaj pa je tisto, zaradi česa ste rekli, da so dobri? So pohodi zanimivi, so dosti dobro izbrani? Kaj je tisto, zaradi česa je za vas zanimivo? Prvič sprememba okolja, drugič narava drugačna, kot recimo tam, kjer živimo, ker mi sva iz Sevnice. In pa bom rekla, dodala zraven še dobra družba, pa dobro organizirani pohodi. Ne prenaporni, ne pa, bom rekla, čist taki mehki. Spoznavate pa tudi kulinariko, ne? Tudi, ja. In danes ste tukaj prišli na šparglje, ne? Ja. Moram povedati, da včeraj sem prvič v življenju jedla divje šparglje. Surove, ker smo jih mimo grede nabirali in so mi bili zelo okusni, mogoče bolj kot danes, ko sem jih jedla pripravljene v solatino ali pa v tem z jajčkami. Vas sem videl, da tudi veliko fotografirate. Ja, v bistvu mene zanima vsaka podrobnost, v bistvu sama arhitektura, ta v bistvu ambient primorski, Čičerija v bistvu, kjer smo trenutno tudi, in je marsikaj zanimivo, v bistvu sami detajli za slikati, tako da je kar nekaj tega. Kaj mislite, so te pohodi ravno prav dolgi, so prenaporni ali so ravno prav naporni? V bistvu za mene so premalo naporni, se pravi, malo tega premalo, ampak glede na populacijo, katero se udeležuje tega, je pač to primerno. Za mene so pa ravno prav, bom rekla, dolgi in ravno prav naporni. Glede na to, da mož vsak dan prehod, 1 uro pa pol skužam, jaz pa, ko pridem iz službe domov, ko sedim 8 ur za računalnikom, pa popoldne si praktično ne vzamem časa in mi je tale zadeva kar dobrodošla, pa ne prenaporna. Videti ste dobro razpoložena. Ja, to se pravi, to je pa sprememba okolja. Ne, pa v bistvu samo vino, to naredi, to je pa posledica. Nama je pasel tale vdih. Torej vas lahko v jeseni zopet srečamo na teh pohodih? Če ne v jeseni, pa spomladi zagotovo. Hvala lepa. Hvala enako, ja.